Živijo, sem Žan Valenčak, prihajam iz okolice Velenja, študiram likovno pedagogiko na Univerzi v Mariboru in se ukvarjam s kendama. V bistvu gre za tradicionalno japonsko igračo, ki je nastala pred približno 100 leti, sicer ima izvor že iz renesanse in potem tako dalje. Smešna zadeva je, da je bila pred 100 leti na začetku uporabljena tudi kot pivska igrica, malo več o tem kasneje. Gre pa v bistvu za leseno igračo. Imamo ken, pa imamo tama. Se pravi, ken je ta stvar, ki jo ponavadi držimo v rokah, tama je pa ta krogla. Kendama je sestavljena iz dveh delov. Imamo ta spike in pa sarado. Na sarado tu vidimo big cup, small cup in pa na kenu imamo še base cup. In zdaj v bistvu glavna stvar tega je, da to kuglo lovimo na vseh treh šačkah. To je osnova. Vsak trik pa se ponavadi zaključi z tem, da to zabodemo. Vedno napreduješ. Nikoli ne prideš do tiste stopnje, kjer bi nehal napredovati. Vedno bo en trik, ko ga boš moral vaditi, da ga boš izvedel. Nikoli ne bo tisto, da se bo pa, zdaj sem pa najboljši in tukaj se pač zdaj to konča, bom zamenil za neko drugo stvar. Vsak trik je res, in mislim pa tudi to napredovanje, začneš z najbolj osnovnimi triki. Naenkrat prideš na trike, ko si takrat niti predstavljen nisi, da je boš lahko kadarkoli izvedel. Ampak sploh se ne zavedaš tega napredovanja, prideš samo od sebe izvaja. Vedno razmišljam eno stopnjo naprej. Se pravi, ko naredim en trik, razmišljam o tem, kako bom navedel povezavo do naslednjega. Pa če bo uspela, že takoj iz štarta vidiš, ko začneš, ko boš spustil ken, boš videl, a ti bo uspela ali ne. Definitivno posegam po pedagoški plati. Res mislim, delo z otroci mi je zelo pri srcu, delam na večinoma na vseh otroških festivalih v bližini. Delo z otroci mi je res super, tako da se vidim v tem, upam, da bo tudi služba v tem. Vztrajen, potrpežljiv, pa motiviran. V bistvu 3 kvalitete, ki jih rabi nekdo, da se s kendama ukvarja. Bolj kot ne, ja. Bolj kot ne. Pa še kak nasvet za nadobudne posameznike, ki se želijo ukvarjati s kendamo in pač v tem postati vsaj približno taki mojstri kot ti? Ja, definitivno lahko me kdorkoli kontaktira, da to malo bolj podrobno opišem kakorkoli, ker je to pri nas res nerazvito. In bi bilo super, da se to razširi, ker po drugih državah, po drugih krajih je to v bistvu socialen šport. Ljudje se družijo po parkih, skupaj trenirajo trike, skupaj vadijo, poslušajo glasbo, kakorkoli, razne tekmovanja. Pri nas še tega ni, na primer. V Sloveniji, ne vem, po moje poznam 10 ljudi, ki to ima. In bi bilo zelo fajn, da se to res razširi v ta socialen šport, v to druženje, v to zabavo, ker to res primanjkuje. Rad bi dobil čim večjo prepoznavnost, da lahko to razširim, da pokažem, da je to ful v redu zadeva, da naprimer tudi za otroke, da ta stvar bo otroka odpeljala od računalnika v 5 minutah in ga bo tam zaposlila za vsaj 2 uri, 100%.